informacijama RTV Slovenija. Gospod Erjavec je danes komentiral vaše izjave, ki ste izrekli tudi čez vikend, in sicer rekel je, da so to poceni politične izjave in da v bistvu želite prihod trojke, da bi čim prej prišlo do predčasnih volitev. Zdaj, kar se tiče predčasnih volitev, to ni v možnosti opozicije oziroma Slovenske demokratske stranke. Do predčasnih volitev bo prišlo, vendar bo do njih prišlo na enak način kot pred 2 letoma, ko so do predčasnih volitev pripeljale stranke same znotraj vladne koalicije. Ravno gospod Erjavec največkrat grozi z izstopom iz koalicije in z povzročitvijo oziroma z ogrožanjem koalicijske večine, tako da ključ do predčasnih volitev ima v rokah on, ne opozicija. Če bi opozicija lahko izglasovala predčasne volitve, ne bi bila opozicija. Ne. Mislim pa, da se tudi gospod Erjavec ne bo samostojno odločili se bodo tisti iz ozadja, tako kot so se odločili leta 2011, ko so rušili Pahorjevo vlado. Vi ste omenili recimo tudi ukrepe, ki bi nekaj šteli, torej tako ne da ste imeli 30.000, 40.000 manj zaposlenih, kako bi vi to naredili, če bi imeli to možnost pravzaprav? Vemo, da so sindikat javnega sektorja precej močni v naši državi in pa tudi precej bojeviti. Najbolj bi to vodilo v množični val demonstracij. Torej ne samo ta 2 ukrepa, ki sem jih omenjal včeraj oziroma v soboto. V koalicijski pogodbi, pa tudi v programu naše vlade, ki so jo zrušili v začetku leta, je bil cel niz ukrepov, s katerimi bi se Slovenija lahko sama uspešno spopadla s krizo in se izognila pogojem in zaprosilu za mednarodno finančno pomoč. Gospod Erjavec je sooblikoval to koalicijsko pogodbo, pozna te ukrepe, zato jih seveda ni treba, da jih zahteva od drugih. Če bi se ta pot nadaljevala, Slovenija danes ne bila v tem položaju, v katerem je. Kar se tiče zmanjševanja administrativnega dela javnega sektorja, ponavljam, administrativnega dela javnega sektorja. Javni sektor ni amorfna gmota, kjer so vsi v enakem položaju. Ne. Imamo storitveni del javnega sektorja, ki v glavnem ni predimenzioniran, in imamo administrativni del javnega sektorja, kar ni samo državna uprava, ampak so tudi administrativni deli drugih segmentov javnega sektorja, ki so pa prenapihnjeni, in to danes vemo vsi. V izogib temu, da bi se sprejemale neke pavšalne odločitve v zvezi z nujnimi prihranki na tem področju, je naša vlada v začetku letošnjega in koncu lanskega leta začela pripravljati natančne analize kadrovske zasedbe po posameznih segmentih. Vsa ministrstva so to nalogo, oziroma večina ministrstva je to nalogo naredila, preden se je začelo virantovanje. Natančno smo vedeli, kje je ljudi premalo, kje jih je preveč in kje so prihranki, do katerih je možno priti brez nekih drastičnih ukrepov v tem smislu, da bi kakorkoli storitve javne uprave ali javnega sektorja nasploh trpele. Potem je prišla nova vlada, ki je na mestu, da bi šla po tej poti, ki je edino smiselna, šla v uravnilovko oziroma v linearno znižanje plač v javnem sektorju, ki v povprečju tako ali tako niso velike, in popolnoma zanemarila iskanje rezerv tam, kjer pač dejansko obstajajo. Šli smo po napačni poti. S tem, ko zdaj predlagajo nekaj podobnega, se pravi ponovno linearno zniževanje plač v javnem sektorju, bodo samo problem nekoliko omilili, če bodo ponavljali to napako. Znižali bodo motiviranost tistih, ki v javnem sektorju delajo, in na koncu bomo dejansko dobili tudi slabše storitve. Tako da je to pač popolnoma napačna pot svetovne vladi, da vzame ven analize, ki so bile narejene pač v času našega kratkega mandata, in da stopi po tej poti. Sicer bo med pogoji, ki bodo zagotovo prišli strani mednarodnih finančnih institucij ali, če hočete, evropskih institucij, če bo šlo za pač omejeno pomoč,
Med temi pogoji bodo na prvem mestu zahteve za znižanje stroškov funkcioniranja države, kar veste, kaj to pomeni. Ker se je to zgodilo tudi v primeru drugih držav, Grčije, Portugalske in tako dalje. In to po mojem prepričanju ne bo volilna tema, kot se zdaj nekateri špekulirajo, ker bo to do naslednjih volitev tako ali tako. Kdorkoli bo pač imel to odgovornost na sebi, moral to narediti. To ni zdaj stvar prihodnih 5 ali pa 6 let, to je stvar prihodnih mesecev in 2 let. Nihče ne bo v Sloveniji posodil denarja, še posebej ne pod temi ugodnimi pogoji, ki so zaenkrat, vsaj kar se obresti tiče, na voljo, brez tega, da si ne bo zagotovil garancij, da bo Slovenija ta denar sposobna vračati. Slovenija pa ne bo sposobna vračati tega denarja, če bo še naprej več porabljala kot ustvari. Prosim. Ne, kolega prej je roko dvignil, če se je premislil. Hvala, sem bil odgovor. Na to temo še. Ja, mene pa samo zanima, a to pomeni, da se nekako slovenski razvojni model nekako izpel, da ta socializem več ne deluje na slovenski način. Da deluje mogoče samo še večje zvezde. Torej, ta model ni deloval nikjer, ne v Sloveniji, nekje drugje. Pač ekonomija se dolgoročno ne da zgoljufati. Če bi se dalo, bi Sovjetska zveza najbolj še vedno obstajala in Severna Koreja bi cvetela med najbolj uspešnimi državami na svetu. Ne eno, ne drugo. Ni dejstvo in tudi približki takšnim poskusom se pač ne obnesejo. Ni možno dolgoročno več porabiti, kot ustvariš, ni možno tega dolgoročno stalno prelagati na druge in tudi ni možno to stalno prelagati na prihodne generacije, kar smo mi počeli v zadnjih 4-5 letih. Enkrat se to konča. Če ste lahko pri tej pomoči, ki jo svetujete vladi, malo bolj natančni, govorite o tej pomoči samo za bančni sistem iz tega mednarodnega sklada ali v širši, tako rekoč, kot rečemo, trojki? Torej, ESM sklad še ni operativen. In še toliko časa ne bo, dokler se ne bodo uveljavili tisti ukrepi, ki so bili sprejeti za to, da se evropski bančni sistem stabilizira, tako da se te krize ne bi več mogle ponavljati v tem okviru. Tako da gre za kombinacijo operativnih inštrumentov, ki so danes evropskim institucijam na voljo. Kot že rečeno, v primeru Slovenije se neformalno pripravlja nek pristop, ki je med grškim in ciprskim. In v nobenem primeru ne bo šlo samo za pogoje, ki se bodo nanašali samo na slovenski bančni sistem, ker bančni sistem je samo del tega, kar mora država urediti, zato da bo normalno funkcionirala, da ne bo porabljala več kot ustvari in da bo lahko ponovno zagnala gospodarsko rast. Dobro, če ni še, prosim, še druge teme, če še za delo. Ja, še za delo, Janša. Kakšnim tednom ali več smo spremljali tole zgodbo na komercialni televiziji o polaganju denarja vašega na račun bančnice, ki je pokrivala vaše račune in plačevala. A nam lahko razkrijete, kakšen je vir tega denarja, odkot je ta denar, ki ga je polagala in koliko davka je bilo tega plačano? Torej, vsi računi so bili plačani z mojim denarjem oziroma z družinskim denarjem. Izvor sem doslej pojasnil že 2 institucijama, dobesedno, rekel, za vsako položnico, tukaj ni nobenih skrivnosti. In vsi davki v zvezi s tem so bili plačani. Izvor? Izvor so moji in ženini dohodki. In krediti tam, kjer so bili pač krediti najeti. Zdaj pa, če dovolite eno vprašanje,
zakaj potem tega denarja niste polagali na svoj račun? In zakaj te poti plačevanja niste nikjer prijavili na nobenih pristojnih inštitucij? Prvič, to ne drži, jaz sem sam predstavnikom davčnega urada, ki so delali ta pregled, to povedal, tako so sploh prišli do pač naše sosede in žene in sestrične, ki je te usluge opravljala. In to ni popolnoma nič nenavadnega in nič nezakonitega in nič spornega. To je sporno samo, če se naredi iz tega afera, ker se stvari prenapihnejo in to v času, ko se poroča o položnicah za 5 evrov, namesto da bi se poročalo o stotinah milijonov evrov, ki so bili zapravljeni preko tajkunskih kreditov dveh žepnih bank, ki se jih je ravno takrat začelo pokrivati na račun stroškov vseh davkoplačevalcev. Če dovolite na to vprašanje, tukaj ne gre za 5 evrov, ampak kolikor smo lahko spremljali poročanje, je šlo za kar nekaj 10.000 evrov. Ja, ko je šlo za plačilo stanovanja, oziroma are za stanovanja in jaz sem že nekajkrat javno pojasnil, na zadnje sem v parlamentu 2 uri govoril o tem na izredni seji, kakšno so ta kreditna razmerja, kako je bilo z mojim dedovanjem in tako naprej. Ampak to dedovanje, ste vi komorkoli to prijavili? Ste plačali kakšen davek od tega dedovanja? Če mi dedujemo običajni državljani, potem plačamo kakšen davek od tega. A res, kakšen davek pa je? Če vi recimo dedujete po očetu ali materi, kakšen davek plačate? Sploh ne poznate zakonodaje in predpisov o stvareh, o katerih sprašujete. Gospod Janša, mogoče samo še to omenite, da bodo zbrahe znotraj Pozitivne Slovenije in pa prihajajoči kongres, vemo, da ustanovitev zelo resno razmišlja o kandidaturi, prej same po sebi privlekle do bruseljske pomoči. Kako vi vidite te zadeve znotraj vladne stranke? Torej, z te zadeve vidim bistveno manj dramatično, kot jih običajno vi prikazujete. Te stvari so vedno zanimive, ampak strateško to ničesar ne spreminja. Ne glede na to, kdo bo na čelu te stranke, ki je nastala s prihodom stricev na magistrat, bodo glavne odločitve še vedno v rokah teh stricev. Tako da je popolnoma vseeno, ali je na čelu te stranke predsednik ali predsednica, nekaj nijans je, no, ampak v strateškem smislu, v smislu orientacije te stranke, v smislu ključnih odločitev te stranke, v smislu obremenjevanja davkoplačevalcev s tajkunskimi krediti, kot to zdaj počnejo, se ne bo popolnoma nič spremenilo. Se pravi, ne glede na to, kdo je predsednik te stranke, vaše položnice bodo, dokler bo ta stranka na oblasti, enako pretirano obremenjene. Še eno vprašanje v zvezi z zadevo Patria. Rekli ste tako nesedno, da ste sodbo prevzeli. Lahko poveste, kdaj ste prevzeli, ali ste tudi prebrali in kaj lahko pričakujemo pravzaprav? Sodbo sem prevzel takrat, kot sem pač napovedal, z bistveno manjšo zamudo, kot je predelalo sodišče pri njeni izdelavi. Sem jo tudi prebral, lahko samo rečem, da gre za sramoto za pravo in za žalitev za zdravo pamet in slovenski jezik. Omenili ste prej, da je socialistični razvojni model Sovjetske zveze nevzdržen bil. Malo prej so o tem govorili, če bi bil vzdržen, bi seveda obstajala Sovjetska zveza še naprej. Kaj menite o kapitalističnem razvojnem modelu ZDA, tudi glede na naraščajoče dolg te države, sedanje politične države? No, mislim, da je razlika očitna. Ta država še vedno obstaja, pa nič ne zgleda, da bi propadla. Niti nikjer ne slišim, da bi se pogovarjali o tem, da bodo zaprosili za mednarodno finančno pomoč. To se govori samo o Sloveniji. Gospod Janša, če lahko ponovimo vprašanje iz nekaj mesecev, ko se vas na tem mestu vprašal, če se danes živite, glede na to, da nimate nobenega prihodka. Kako plačujete račune? Imate veliko kreditov? Kako gre s tem? Bančnica je tudi zdaj nekako verjetno nezmožno plačevati račune. Prodajam svoje delo, kredite pač plačujem, nekako še gre. Za razliko od firme, v kateri vi delate, se moje knjige kar prodajajo, na meni ne pada naklada, tako da predlagam, da se bolj ukvarjate s tem, kar se pri vas dogaja, kot pa z tem, kako je živim. Koliko ste pa prodali zdaj? Ja, to boste založbe vprašali.
Prosim. V primeru, da dejansko bodi si sami zaprosimo za bruselsko pomoč ali pa ne vem, kar sama pride, koliko časa menite, da bomo Slovenci plačevali za te 20-letne brehe? Torej, Slovenci še vedno plačujemo za prvo sanacijo slovenskih bank. Nekaj dolga iz tistega časa je še vedno, ne, od takrat je menilo 20 let. Glede na to, da je ta luknja bistveno večja, kot je bila takrat, povzročili so je pa več ali manj isti ljudje in isti ljudje iz ozadja, kot rekel v prvem primeru, ista imena se tukaj pojavljajo. Kučan, Rigelnik, Zemljarič, ne, ljudje, ki so pač odločali o tem, kako se porabljal bančni denar ob koncu 80-ih in začetku 90-ih let, so odločali deloma tudi, kako se je porabljal denar iz teh dveh tajkunskih bank, ki se zdaj prelagajo v smislu bremeni in luke na davkoplačevalce in seveda tudi iz državnih bank. Če bi poleg tega, da smo slovenski davkoplačevalci slovenske državne banke pred 20 leti sanirali, izpeljali tudi dosledno ugotavljanje odgovornosti, potem danes te luknje ne bi bilo. Ne. Tako se je pa prepustilo istim ljudem vodenje z ospredja ali iz ozadja in zaradi tega bomo po moje najmanj naslednjih 30 let plačevali te dolgove. Dejstvo je, da Slovenija samo za, že zdaj brez tega, da temu dodamo to milijardo, ki je bila rezervirana za poroštva za obe tajkunski banki in te milijarde, ki bodo priznane po pridobitvi stresnih tekstov. Brez tega Slovenija potrebuje naslednje leto blizu 5 milijard evrov za to, da vrne stare dolgove in da plača obresti. Glede na to, da so sredstva, ki jih zberemo v letnem proračunu, ne bistveno večje od tega, ne, si lahko sami izračunate, koliko smo mi kot država, kot skupnost sposobni servisirati lastne dolgove brez tuje pomoči. Naslednje leto bo zastavica dokončno padla in z takšnim proračunom, kot se danes sprejema, ne bomo nobenega na finančnih trgih prepričali, ne, da nam bo še pač pod komercialnimi pogoji posodil denar razen za neke astronomske obresti, zato da se takšne dolgove pač potem preprodaja na sekundarnih trgih, kjer ne bo imel nobene garancije, da smo mi to sposobni vračati. Ja, smo še eno vprašanje. Kaj pa to, nekaj se že omenja, če se vikend, vlada izredno veliko računa na velike prihodke od sive ekonomije. Je res možno iz tega dobiti vrsto milijonov? Zdaj pred stoletji, tam nekje v srednjem veku, je bila živa razprava med scholastiki o tem, koliko kamel gre skozi eno šivankino uho, potem koliko angelov gre skozi eno šivankino uho, o tem so pisali cele dizertacije. Nekaj prevodov teh knjig je še vedno možno dobiti na omrežju, in nikoli niso prišli skupaj. Tudi razprave o tem, koliko denarja je v sivi ekonomiji, so pač scholastične razprave. Te ocene o milijardah so popolnoma iztrte zvite. Res pa je, da višji so davki, več tega se prelije v sivo ekonomijo, ker se ljudje pol skušajo izogibati plačevanju davkov in seveda to povečuje sivo ekonomijo. Največja siva ekonomija v Sloveniji pa je razbohoten administrativni del javnega sektorja. Tukaj ponikne največ denarja za nekaj, kar ni nikoli narejeno. In noben davek plača. Eno zelo generalno vprašanje. Kako naj v tej situaciji mi svoje otroke prepričamo, da ko bodo končali šolo, ne zbežijo iz Slovenije? Zbežijo v iskanju službe, študije. Jaz mislim, da jih niti treba prepričevati. To, da gre nekdo študirati tudi ven, ne pa na gospodu Svetliku na Ljubljansko univerzo, jaz mislim, da to samo pomoč temu otroku, da bo bolje prišel skozi življenje.
če je to seveda le mogoče, ne. Glede na to, da smo v Evropski uniji in da je možnost študija zdaj bistveno bolj, možnost študija v tujini bistveno bolj odprta, kot je bilo včasih, ne. Bom jaz rekel, hvala Bogu, ne. Drugo pa je seveda vprašanje, ne, kaj povedati otrokom potem, ko dokončajo študij, ne. V tem smislu, kako to znanje, ali se jim splača to znanje potem uporabljati oziroma prodajati, ne, to znanje in svoje delo doma, ne. To pa je večji problem. Tako kot zdaj stvari stojijo, je malo argumentov za to prepričevanje, ne. Zaradi tega sem tudi dejal na samem začetku, da nič ne dobimo s tem, če stanje zanikamo, ne. Zdaj, Slovenija ali pa upravljalci te države morajo stanje priznati takšno, kot je, priznati, da pač na ta način, kot se zdaj počne, bodi si, da ne znajo, bodi si, da so prešibki, bodi si, ne vem, da si ne upajo. Slovenija ne bo išla iz krize, ne, brez resnih ukrepov, vsi vemo, kakšni so. In pač je treba zaprositi za mednarodno pomoč in prej. Ne, bolj bomo odlašali, ne, več generacijam bo težje pojasniti, več prihodnjim generacijam bo težje pojasniti, zakaj ne delajo doma. Ali pa čakajo na delo doma.